Nova zelena delovna mesta lahko omogočimo tudi posredno, podobno kot to počnejo pri Društvu za ohranjanje slovenske kulinarične dediščine Klub gurmanov Skaručna. Ustanovitelj in vodja društva skozi kuharske delavnice goste seznanja s tradicionalnimi slovenskimi jedmi, jih hkrati osvešča in opozarja, da so najbolj kakovostne sestavine tiste, ki jih lahko dobimo pri lokalnih pridelovalcih hrane. Ti pa imajo tako zagotovljen prihodek za pridelana živila. V Društvu za ohranjanje slovenske kulinarične dediščine Klub gurmanov Skaručna že dobrih 5 let vedno več ljubiteljev slovenskih jedi spoznava tradicionalne domače okuse. Ne le jedi, tudi načini priprave jedi so tradicionalni, saj le tako hrana dobi pristen okus, meni ustanovitelj društva, znan slovenski kuhar Marko Žagar, s katerim smo se lotili priprave preproste jedi frtalje. Tukaj se učimo pripravljati kakršno koli hrano, ki je v Sloveniji pridelana po čim bolj preprostih, enostavnih in čim bolj starih slovenskih receptih. Ljudi osveščamo, kaj je domača hrana, kaj je domač način pridelave hrane, kako to hrano spečemo, skuhamo in tako naprej. Čeprav se zadnje čase to poskuša vračati, oziroma razne turistične kmetije, gostinski lokali želijo vrniti to kulinarično dediščino, ampak na električno pečico z ne vem kakšnimi kremcami pa pencami, ki delajo, jim to glih ne uspeva, ne? Tradicionalen način priprave pa zahteva tudi takšen pristop k izbiri sestavin. Žagar je prepričan, da je dobavitelja hrane treba poznati, ter tudi vedeti, kje so živila zorela. Prava domača stvar je narejena iz pravih domačih surovin in takrat bo izdelek tudi najkvalitetnejši. Mi imamo tudi svojo njivo, nabiram sadeže, pridelke od okoliških kmetov, imamo tudi v bližini mlin, kjer se sejejo ajda, pšenica in oves in ostala žita in tukaj, kot vidite, imamo mi tudi vso moko domače pridelano. Lokalna pridelava se vodji društva zdi zelo pomembna tudi zaradi vračanja okolici in podpiranja lokalnega gospodarstva. Če bomo mi podpirali svojega lokalnega kmeta, bo ta kmet tudi naprej prideloval hrano. Ne, da imamo soseda našega najboljšega in gremo tja iskati neke surovine, ki niso bile pridelane bližje kot 2-3 tisoč kilometrov od nas, ampak podpiramo lokalnega kmeta, kateri bo imel voljo še za naslednji rod gojiti zelenjavo za nas. Hkrati pa tudi jaz mislim, da manjše kmetje ne uporabljajo toliko kemikalij, toliko raznih umetnih substanc, zato da vzgojijo čim večjo pridelano, bom rekel, na hektar pridelanih kakršnekoli surovin, ampak bojo delali dobro. S tem je sicer majčkeno dražji surovina, ampak je kvalitetnejša. Kakovostno domačo hrano bomo znali ceniti, če smo z njo odraščali, še dodaja vodja društva. Zato je zelo pomembno, da starši otrokom skušajo kar največkrat ponuditi kakovostna živila. Le tako se bodo znali prehranjevati tudi kot odrasli in to znanje prenašali naprej, tako kot Žagar prenaša znanje na udeležence kuharskih delavnic v Klubu gurmanov Skaručna.